Ni države, v kateri bi dobil spremembo namembnosti brez dane donacije in v Sloveniji takšnega mesta zagotovo ni. Sploh pa to ni Maribor, saj je Polak zatrdil, da Je Arsenovič preveč pogolten na denar. Jovanoviču je zagotavljal, da je Prišel poceni skozi. in da je to boljše kot pri prejšnjem županu. Andreju Fištrovcu nisi mogel ničesar plačati, zaradi česar tudi nič ni šlo. Ter mu svetoval. Ne odpiraj več te teme pri županu, ker se bosta skregala in boš na pune hamre. Polak je večkrat apeliral na Jovanoviča, naj neha pritiskati. Iz odredbe je sklepati, da zaradi lastnih interesov. Županova naklonjenost naj bi mu bila zelo pomembna. Polak je sicer jeseni od Jovanoviča kupil zemljišče za stanovanjsko gradnjo, a to zemljišče je neuporabno, dokler občina zanj ne sprejme občinskega podrobnega prostorskega načrta, torej dokumenta, ki določa, kaj točno se lahko na zemljišču zgradi. Ta dokument na predlog župana sprejema mestni svet in je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Arsenovič naj bi dal Polaku vedeti, da predloga ne bo poslal mestnemu svetu, če ne bo donacije. Saj je on meni povedal, da bo bloker in ga živ ne bo dal gor, to mi je sinoči rekel. Po Polakovih besedah naj bi bil župan sposoben doseči, da Bi na vse potrebne papirje, gradbena dovoljenja in tako dalje, namesto 3 mesece čakal po več let.